Gledate oddajo Klepet ob kavi. Vrata? Ne, po moje, da ne vem, ključe sem odložil. No, bomo videli. S ključi bi to mogel kaj narediti. dohtal? Tako, na pol. Na pol. Danes je v moji družbi Omar Naber, prinesel mi je CD in nimam ga kam utakniti. Ja, ne vem, no, jaz tudi ne vem na prvem mestu, kako ga odpreti, ampak ne vem, lahko se zdaj trudim med dodajo, med pogovorom. Ja, na glavo se imenuje, Tako, ja. Mogoče pa Evo. zaradi tega to. Možno, možno. To, ja. tak. Lej, Omar, veš, da so čudni cajti, ne bomo se sprenevedala, zdaj bova naredila najprej en test. Aha, Ja, na korono. okej. Da vidim, če se lahko pogovarjam s tabo ali moram imeti nagobčnik gor. Hecam se. Izvoli. Kaj? Ja, prej si rekel, da ti v bistvu sploh ne ješ cukra in te Res je. scene. Dej, da tvoj pH testiram. Rabiš slino, ne boš polulil tlele. Ne, zdaj pa ne razumem, a resno, kaj moram zdaj narediti? Veš, kaj moraš narediti? Kaj? Dej to slin, Na jezik. poslin. Ja, za par sekund poslin. Okej. Ja, to malo več sline si naredi. Ne rabiš jezik kazati. Ja? Okej. No, zdaj mi ga pa daj. Ja, 6,25. Kaj to pomeni? To pomeni, da ni optimalno. Ja, Okej. ja, ampak ni pa šlo. Jaz v bistvu sploh ne vem, o čem se zdaj pogovarjamo. Ja, pa o pH. O pH-ju. Ja, govorimo o alkalnosti, o razkisanosti. Aha, okej. Ja, pa vse to pa poznaš. Približno poznam, ampak od mojega zadnjega dne šolanja je že kar nekaj let preteklo. Pa to je common sense. Common sense, ok, recimo, no. Ja. Zdaj pa da si izbiraš. Kave nimam, klepet ob kavi, to so te nasrali, da boš kavo dobo, veš? Tako da Ok, kave ne bo. sem danes že eno spil, tako da je v redu. Ok, lahko dobiš ful zelenih zadev, se pravi To mi je všeč. kalčki, alge, take zadeve. Super, Ali pa odlično. minerale v sledovih. Minerale v sledovih. Ja. To je zato, ker zdaj zemlja je ful taka, da ni več tu kvalitetna in hrana ni več tu hranilna. Zato rabimo količinsko ful več pojesti, da kaj bi imel zdaj rej. Raj zelene stvari mogoče, no. Ok, reda. Okay. Odločen pa kar si. Kar je, tako, no. Ja. Ko je treba, drugače pa, znam tudi cincat, no. Znaš cicat? Znam cincat, ja, Ja, to je taka čas. Ti si glasbenik in zdaj so čudni cajti in za enega človeka lahko poješ, ali kak je že. Kak ti kaj gre? Moram povedati, da v bistvu zdaj v 7 mesecih sem imel dve prireditve, nobenega špila, nobenega koncerta, tako da ne vem čisto točno, kako bo to naprej, ampak jaz verjamem v to, da smo z vsakim dnem bliže koncu tega nesmisla oziroma teh Se pravi, čudnih nimaš časov. plan B. Zato, ker spoznam ene glasbenike, ki so začeli visoke grede delati in ful dober in gre. A ja? Ja. Ne, v bistvu, če po pravici povem, nimam plana B še za enkrat, ker sem zelo tak človek, da me zanima v bistvu ta trenutek, pa mogoče jutri. Kaj pa jutrišnje me pa niti ne zanima. No? Ja, to je zelo modro. Ja. Mogoče ne najbolj, ne? Ja. Ampak lej, zaenkrat uživam v tej, bom rekel, življenjski pauzi od nastopov in koncertov, kar je čisto ok. Ampak se pravim, bomo videli, kaj bo, ko bo. Zdaj boš rad strokovnjak za hrano. Aha, ok, tudi lahko. Ješ pa piješ pa rad, ne? Ja, seveda. Povej mi, kako se ti zdi. Aha, tole moram Zgleda zdaj. zelo obetavno, ne? Ej, meni je recimo von, kljub temu, da te bom verjetno presenetil, meni je von zanimiv, všeč. Okay. Pa tudi ni toliko neužitno. A res? Ne. Uno mikro delček, kakor si probal, ni bil tak slab. Ne. Meni je v redu, veš kaj, jaz v bistvu vsakodnevno jemljem klorilo. Aha. In je to nekaj zelo podobnega, ali je pa to celo to. Ne, je tudi noter nekaj od tega, ampak so še druge zadeve zraven. Meni je všeč. Cool, všeč mi je, da ti je všeč. Kaj je tvoja definicija Boga? Greva na velike tematike. Definicija Boga. Ja. A veš, da me pa to še čist noben človek na tem svetu ni vprašal. Tako da, A ni fajn ne. to? Ja, je fajn. A pa Definicija sam Boga. sebe si pa vprašal to. Ja, v bistvu sem se, bom rekel, z drugačnimi mislimi in besedami. Ja, ne? Jaz bom rekel tako. Jaz verjamem, da je nekaj nad nami, ampak to nisem prepričan, da je to glih striček z brado. A ne? Ker v bistvu, če pogledaš s skrajno
pozitivnega in optimističnega vidika, ne, je svet v bistvu prelep, da bi nastal kar sam od sebe. Ne. Ker je toliko nekih lepih in nerazložljivo lepih stvari na tem planetu, tako pravilnih stvari, tako nenormalno, nadnaravno pravilnih stvari, da v bistvu ne verjamem, da se je to kar samo od sebe sestavilo. Mogoče se motim, bilo bi arogantno, da bi trdil, ja, sigurno je nekaj nad nami. Zdi se mi, imam občutek. Okay. Ja? Se mi pa zdi tudi arogantno, da rečeš, ne, ničesar ni nad nami. Ne veš, kako veš? A se ti zdi tudi arogantno, da rečeš, da ne obstajajo nobene druge civilizacije? Mislim... To je vprašanje, če verjameš v vesoljce, ne zemljane, druge civilizacije. Bom rekel, ne vem. Ne? In se mi zdi arogantno, da rečeš, ne, mi smo edini v tem vesolju. Zaradi tega, ker ne moreš vedeti, kako bi lahko vedel. Mislim, meni se zdi... Ja, če jih srečaš, pol načeloma kar veš. Pol recimo veš, ne? Ampak jaz jih zaenkrat še nisem srečal. A veš kaj, eni glasbeniki ali pa pisatelji ali pa whatever, se pravi neki ljudje, ki uporabljajo svoje talente, govorijo, da v nekem trenutku kar padejo v neko zamaknjeno stanje zavesti in kot da bi kanalizirali, kar nekaj gre čez njih, v bistvu padejo v to neko posebno stanje. Ti je to kaj znano? Pa nič ne vzamejo. Pa nič ne vzamejo. Ne vem, mislim, jaz sem, bom rekel, kar nekako skozi v tem stanju, ne. Jaz skozi, bom rekel, furam usporedni svet, ne. Ta realni svet pa v bistvu svet, ki ga spremljam samo s čutili, a ne. Ne vem, če me razumeš. Ne razumem. Ne razumeš, no. Sej, na nek način živim usporedno v pravljici oziroma v muziklu. Okay. In jaz lahko iz vsake stvari naredim muziko. Jaz lahko tudi v najnem pogovoru napišem komad. Okay. Kaj bi to dogajalo mojemu egotu? Kva pa vem, lej, bomo videli. Se bomo slišali po oddaji, enkrat pa ti povedal, kakšen je komad. V redu je. Moj ego se bo futro s čim drugim. V redu, ni problem. Kaj pa tvoj ego? Kaj ti futra ego? Kaj meni futra ego? Kakšne malenkosti, ki mi dajo vedeti, ki mi dajo potrditev, da je to, kar delam, da je dobro. Se pravi, ne vem, ena punca že 15 let nazaj si je dala narediti prsten z mojim imenom, zato ker je bila taka fenica. In potem je dobila po neki nagradni igri, ne vem, na nekem radiju srečanje z mano in je rekla, in se je stresla in Omar, in mi je rekla, le, jaz imam pa prsten s tvojim imenom, ne, sem si dala, ker mi je toliko všeč to, kar ti počneš, ne, glih s temi besedami, ne, sem rekel, hudo, jaz sem imel pa en drug prsten, sem rekel, le, jaz ti dan tega, ti da meni unga, res? In še danes imam ta prsten, to je ta prsten, ona pa tudi, pa 15 let je od tega. To mi recimo futra ego. Res? Ja, vada. Okej, ker lahko bi odreagiral tudi v smislu, to je pa malo too much, to je pa že fanatizem. Ne, kje, pa sej... Se me ne zalezuje, mislim, sej ni... Ne. Imaš rad take, ki te stiskajo pa vse te zadeve? Ki me stiskajo, kako misliš? Ja, no, ne vem, ki te radi objemajo s tabo, pa te ljubčkajo, pa to. Ja, zaradi tega, ker je v bistvu, ne vem, če poznaš to filozofijo o različnih jezikih ljubezni. Ja. En od jezikov ljubezni je dotik. A ne? Drug jezik je obdarovanje. Tretji jezik je z besedami. Kateri jezik je tvoj? Sigurno ta dotik. Dotik? Ja, zaradi tega zelo rad, bom rekel, objamem človeka, ki čutim od njega spoštovanje na tak ali pa drugačen način in mu ga vrnem krat dva. Kaj pa tale slika, ki so rekli, da si gej? To je pa moj prijatelj Kiki. Veš kako, on je gej, ne? In sem dal od spodi #gay. Ja. In zaradi tega so si rekli, da Omar je gej, ampak v bistvu nisem, ne. Čeprav mi je v bistvu dosti vseeno, kaj si kdo misli, ne. Tako da, kar se tega tiče, naj si misli, kdor hoče, kar hoče. No, se bomo zdaj kar Kristjana vprašali. Kristjan, prid. Kje pa si?
Kiki moj! Pridi, Kiki! Kak si? No, vidiš, kak se rada objema. Ja, pa valjda, pa to je moj jezik Ja, ljubezni, ne? dober dan, O, lepotec. kako si me lepo presenetil. Lepotec! Ja, on Ni ko lep, meni a ni on reče, ful lep. daj nehi, kvaj, ti si lep. Viš, Ona je mogoče lepa. je to nekaj, kaj ti na ego tudi piha, ne, kot ti lahko rečemo. Mislim, jaz sem tak, kakršen sem. Zdaj Jaz moram nisem tebe več kaj dosti vprašati, naredil za Kristjan, to, a ne? s čim kaj njemu futra ego? Pa saj mislim, da je že povedal, take lepe male stvari, po moje take lepe, prijetne. In kako se vidva Pa poznata? te plakati, a veš, ko so ta veliki po Ljubljani njegovi. Pa A ja, to je tak min gredeše, ne? Kako ste se vidva spoznala? V kakšnem gej klubu? Ne. A ja, je mogel pomisliti! Ne, sem pomislil, ker sva bila enkrat, ne, ko si ti nastopal na Evroviziji, Aha. si prišel v London, Ja. pa je bil tam en bar. Če se spomniš, pa si dejansko nastopal v enem baru, Ja. ki je načeloma tudi gej bar. Vem, spomniš mislim, tega? jaz sem ogromen prehod, oziroma Pač to mi je na misel preobiskoval. prišlo. Sorry. Teh gej barov sem ogromno pregledal. Zaradi tega, to je nek svet, ki ga v bistvu strejti ne poznajo, ne razumejo in mislim, jaz sem zelo odprte glave, a ne, in rad vidim te stvari, da vem, kaj se noter dogaja, ker to je čist drug svet kot recimo strejt svet in zaradi tega je to mene zanimalo zelo. Eno nenapisano pravilo, ki si ga spoznal v gej svetu? Da imajo ti fanti radi fante. A dej ga vam! Ne vem, no, mislim, mene je to v bistvu zanimiv svet zaradi tega, ker takih moških prej v bistvu nisem spoznal, jaz sem se z gej svetom v bistvu spoznal tam. Ker London je meka gejev. Ampak, Kiki, vem, da recimo istospolno usmerjeni, da imajo tak radarje, ne? Pa ja, no. Ja, Se imaš tudi radar. zmotiš, ampak ja. Ja, imaš radar. Načeloma ja. A tvoj radar, ki si njega videl, je rekel, a tale pa naš. Ne. Ne. Tako da ne, mislim, kvaz. To je ena taka stvar. Jaz zelo hitro pogruntam ljudi, pa zelo hitro veš. Ja. Ampak zelo hitro tudi veš, kdo ni. Tako da jaz sem pri njemu imel takoj ta feeling, da ni. Sem pa videl, da je full friendly, pa full prijeten človek, pa prijazen, pa topel, pa odprt. To pa vidiš pri ljudeh. To pa je značilnost tudi gejev, med drugim, a imam prav. Ja. In zaradi tega marsikdo misli, da sem jaz zaradi tega tak. In tudi zaradi tega, ker rad objavim ne samo punce, ampak tudi fante. Noben problem, mislim, dokler mi človek izkaže ljubezen, spoštovanje, mu ga jaz vrnem dvakrat in moj jezik ljubezni je objem, dotik in to z veseljem naredim. A ne? Ja. Drugače, Kiki res ful dobro poje, pa tudi igra pa te zadeve. Res je, res je. Ste kdaj kaj skup On brinkala? ful dobro igra, veš, pa ful dobro poje. Ja, to sem pa slišala, pa zdaj sem dobila nek CD, moram poslušati. Veš, kaj sem jaz prinesel zraven? No, da ste se matrali s tem CD-jem, ne, pa da mi to rešimo, to zadevo. A ja, ne. boš zdaj ti to rešil, vidiš, Ja. Kristjan de Sever. Še zdaj mi niste odgovorila, kako se vidva poznata. Ja. Meni se zdi, da sva se mi dva... Jaz se spomnim. Srečala sva se na eni prireditvi v Londonu in Kiki je imel v naročju oziroma za vratom kitaro in igral in pel. In me je zagledal in medtem, ko je igral in pel, je hodil proti meni in je rekel med petjem, Omar, kak sem vesel, da sem te spoznal in je prišel in me je objel, jaz sem rekel, to je moj človek. Tako sva se spoznala. Ja. A veš, kje je to bilo? Na nekem busu. A je bil nek bus povezan s tem? Skoraj. Ne spomnim se čisto. No, jaz ne bom povedal, ker ne ostane skrivnost. Ne? Okay. Ampak ja, zelo zanimivo srečanje je bilo prvo, moram reči. Good. Top. Lepo, vidim, da si tlele malo mlajši. Pa ja, to mislim, da je že enih 5 let star CD. Zdaj si bolj moder. Ja, ali pa bolj zelen, recimo, ker to zelenjavo pijem. Ne? A ja, no, vidiš, ta je fina. Zdaj si ustvaril nek hashtag, a ne? A nisi? Ja. Ja, dej nam kaj povej več o tem. Hashtag polepšaj dan. A ne? Ja, Jaz imam zelo rad, če me recimo kdo polepša dan, kot mi ga recimo Kiki, ja. ali pa kot si mi ga recimo ti, ki si me zdaj že ne trikrat lepo nasmejala. A dej ni. Tudi zaradi tega. Jaz recimo zelo rad koga, ne samo nasmejam, ampak mu polepšam dan, tako ali drugače. Ne? In se mi je zdela to zelo primeren hashtag za dopolnilo k mojemu videospotu, ki smo naredili kampanjo za njega, se pravi Polepšaj dan. V videospotu zelo nazorno
Si ti je malo algica zaletela? Ja, možno, ja. Pa korona, veš se. Ja. V videospotu zelo nazorno drug drugemu nastopajoči lepšamo dneve oziroma lepšamo trenutke in sem rekel, da je to v bistvu nekako najbolj primeren hashtag za zraven. Polepšaj dan. Pa tudi komat je tak zelo barvit, no? Zelo svetu. Cool. Najboljša investicija, ki si jo naredil, ki je dvignila kvaliteto tvojega življenja v zadnje pol leta? Kristjan, ti veš? Njegova? Ne, Pohodništvo. Jaz bi rekel pohodništvo. Kaj si nabavil, čevlje? Ne, samo ogromen, recimo zdaj hodim okoli, grem tudi v hribe, ne glih v gore, ampak ogromno hodim in imam veliko več kondicije in se boljš počutim in sem ful predihan svežega zraka. Ni to glih investicija, ampak se mi zdi taka lušna sprememba. Ampak glede na to, da zdaj zadnje čase ni nobenih špilov, koncertov, prireditev, si lahko to prvoščam in zaradi tega sem pač šel v to. Kristjan, veš ti, da je on bil čas debel? Ne, od takrat ga ne poznam, tako daleč nazaj. Je imel bolj debele kosti? Ja, jaz sem imel močnejše kosti, verjetno. Ne, to ne. Jaz sem se te debelosti rešil že preden sem postal javna oseba in tako naprej. Mislim, da sem bil nazadnje. Imel sem dva obdobja. Eno obdobje bil v srednji šoli, ko sem bil star 16 let. Sem bil buco. Ampak to je tisti glih obdobje po puberteti, ko sem toliko cukra pojedel, da sem šel po moje enih 3 mesecih. Zdaj cukra ne ješ? Ne. V 3 mesecih sem šel po moje 15 kg gor in potem je to kar držal neki cajt. Potem sem shujšal, zaradi ene punce, ker sem se ful zaljubil, pa mi je ratval. Potem pa ta drugič. Čekaj, kaj to pomeni, da ti je ratval? Da si shujšal? Shujšal, ja. Punca ti je tudi ratala? Ne, kje? Okay. Srednja šola, človek. Ja, mislim, ne vem, no, pa kaj pa jaz vem. Mogoče tudi lahko bi, ampak lej, to je že zdavni v preteklosti, tako da je v redu. Pa ta drugič je bilo pa to po moje pri enih 22 letih, sem se spet orang zredil, ampak potem sem se pa prijavil na bitko talentov, kjer sem tudi zmagal in se mi je zdelo, da imam neke šanse, da se to zna zgodi, zato sem rekel, ne morem iti debel tja. In sem še enkrat shujšal in od takrat naprej nekako držim. Sem tudi imel obdobje tam, ko sem bil star 26, 27, da sem se spet zredil na enih 90, sam pol sem šel spet nazaj. Zdaj imaš pa feel the pressure, javno osebnost si zdaj pa ne smeš. Vse spodobno. Vse spodob. Torej, ti podpiraš, mi imamo namreč 30-dnevni izziv brez cukra. Dejansko ljudem damo recepte in pomagamo, da grejo čez to, jih ti tudi podpiraš, da grejo na to. Piece of cake. Ne cake, a piece of alge. Ja. Zate to ni nič, a ne? Zame to ni noben problem, zaradi tega, ker cukra tako malo konzumiram, ampak sem se enostavno prepričal, da to ni dobro za človeka in sem se prepričal, da mi ni všeč in da mi ne paše. Ker če bi jaz jedel poleg tega, da že itak, bom rekel, nadpovprečno jem, če bi jedel še cukr zraven, imel po moje 100 kg ali več. Nadpovprečno? Ja, valjda. Se ga napokaš? Ne, to ne, ampak sem gurman, skozi neki melem. A se ti zdi, da ješ svoje čustva? Prosim? Ja, no. Da jem svoja čustva? Ja, se pravi, ne vem, recimo, jaz sem imela ta izziv, no, še zdaj kdaj, ko si ful vesel, pa se nagradiš z nečem, ali pa si ful žalosten, pa se kaznuješ s tem. Ne, to se mi pa ne zdi, da delam. Ne. Jaz enostavno rad jem. In konc debate. Mislim, je pa lepši jesti takrat, ko si dobre volje kot slabe. Ja. Jaz sem vedela, kako srajco bo imel Kristjan danes gor in sem se mogla tukaj potruditi, da sem najdla embalažo čokolade. Zdaj pa sem tako vedela, da ne boš hotel te čokolade. Ampak vseeno, tale je fair trade, to pomeni, da ne delajo majhni otroci in da je pravična trgovina taka, kakor mora biti in ekološka, tako da zber si, kjer boš imel. Ta sredinska najbolj podobna Kristjanovi srajci. Aha, jaz si moram zbrati? Ja, zber si jo. Ja, potem bi si jaz zbral tako, kaj je podobna Kristjanovi srajci. No pa dej, ta ima 65% kakava, ta ima 80, ta ima pa 70. Zdaj lahko izbereš tudi kako ti drugo. Pa jaz bi to, ne, bom tole. No, vidiš. Ja, dark chocolate and orange. A lahko vidim, kaj so pa druge? Kaj so pa druge? Ta je Panama, dark chocolate, ta je pa pomegranate, kaj je že to? Granatno jabolko. Bom kar tole vzel, tole bo super, ja. Ja, dobro si se odločil. Kva si me lepo presenetil. Povej mi nekaj, koliko si spontan v življenju? Zelo. In priporočaš to ostalim? Tistim, ki znajo to handlati, ja. Odlično. Shendlite, bodite spontani, to je to.